V tem trenutku se mi zdi najbolj alarmantna novica, da Svet Evrope spreminja resolucijo, kar pomeni, da ne bo več nobenih ovir za obvezno cepljenje. Res je. Zdaj, če gremo pa bolj v podrobnosti, ta alarmantna novica drži, treba jo pa razumeti v povezavi z sporazumom na ravni Svetovne zdravstvene organizacije, ki ga je podpisala tudi Slovenija, ki ga je podpisalo 193 držav sveta in ki v povezavi z tem dokumentom, ki ga omenjaš, Sveta Evrope, pomeni, da se razveljavlja slovenska ustava in da bo zaradi kakršnega koli vzroka dejanskega ali namišljenega Svetovna zdravstvena organizacija prevzela vlogo ene uprave sveta in zagospodarila povsod po svetu, vključno Slovenijo. To je za nas Slovence popolnoma nesprejemljivo. To je še hujše kot recimo napad leta 1941 in upam, da bo zdaj začelo počasi prihajati do izraza tisto, kar so mnogi moji sogovorniki, tudi ti, izražali v obdobju zadnjih let. To pomeni, da ko bodo razmere postale bistveno bolj hude, se bo bistveno večje število ljudi kot sedaj zavedlo, da je to za nas smrtonosno. To je neko, recimo, realno upanje v situaciji, ki prihaja. Bom pa iskreno povedal, da jaz sem se pravzaprav nehal ukvarjati s tem, ko me ljudje sprašujejo, kaj bo pa kako bo, ne, da bi ljudem razlagal perspektive, kam agenda 2030 pelje, ker ljudje temu ne verjamejo. In potem bi jaz moral najprej razlagati ljudem hude stvari, ljudje ne verjamejo, da je to sploh možno, ne? Tako da to je zaenkrat precej bob ob steno.